Spoštovane poslušalke in poslušalci, na 6. velikonočno nedeljo, tudi papeško nedeljo, bomo neposredno prenašali sveto mašo iz župnijske cerkve svetega Mihaela v Grosupljem. Maševal bo župnik Martin Golob. Zbor bo vodila Danica Kutnar, godbo pa Danijel Savnik. Na orgle bo igral Tine Likovic. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občinstvo Svetega Duha z vami vsemi. Spoštovani gospod župnik Martin Golob, župan dr. Peter Verlič, spoštovane faranke, farani, gasilke, gasilci in še posebej naši najmlajši gasilci. Lepo vas pozdravljam v imenu prostovoljnih gasilskih društev Gatina, Grosuplje in Spodnja Slivnica. Letos smo se že 34 zbrali v naši farni cerkvi, da slovesno sveto mašo počastimo god našega zavetnika, svetega Florjana. Pri tej daritvi se želimo spomniti vseh naših pokojnih gasilcev in gasilcev, ki so se od nas poslovili v preteklosti. Našega zavetnika, svetega Florjana, pa naprošamo, da bi nas vedno spremljal in varoval, ko odhajamo na pomoč, da bi se vsi vedno živi in zdravi vrnili v naše domove. Vsem tem pozdravom se pridružujem tudi sam. Res sem počaščen in vesel, da lahko za vse vas darujem to sveto daritev. Želim lepo pozdraviti našega gospoda župana Petra Verliča, soprogo Barbaro
spoštovana podžupana Janez Pinter in gospod Matjaž Trontelj, spoštovani predsednik PGD Grosuplje, gospod Janez Kavšek in poveljnik Luka Furlan, spoštovani predsednik PGD Spodnja Sivnica, gospod Primož Grum in poveljnik Pavel Bavdek, spoštovani predsednik PGD Gatina Borut Kolar in poveljnik Denis Jagodic, drage gasilke in gasilci, veterani, mladi ter vsi zbrani bratje in sestre, lepo pozdravljam tudi vse vas, drage poslušalke in poslušalci na radijskih valovih, ki spremljate to svetomašo z Grosupeljske cerkve. Res smo eni veliki hvaležnosti zbrani pri oltarju, Bogu za hvalo in čast in prošnjo za vse nas, da bi gasili tako zemeljske ognje, kakor tudi ognje medsebojnih razprtij in da bi nas sveti Florjan varoval večnega ognja in da bi bili vsi lekoč deležni večnega življenja pri Bogu v nebesih. Začnimo to sveto mašo in pred začetkom te svete daritve priznajmo in obžalujmo vse, kar je bilo narobe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na višavah. Molimo te, poveličuj.
Vsemogočni Bog, z veliko vnemo praznujemo te dneve veselja v čast ustalemu Kristusu. Dogodki, ki se jih spominjamo, naj odsevajo iz našega vsakdanjega življenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz apostolskih del. Tiste dni je Filip prišel v glavno mesto Samarije in tam oznanil Kristusa. Množice so enodušno prisluhnile Filipovim besedam. Poslušale so ga in gledale znamenja, ki jih je delal. Veliko obsedencev so nečisti duhovi zapustili z glasnim krikom, veliko hromih in šepetavih je bilo ozdravljenih. V mestu je zavladalo veliko veselje. Apostoli v Jeruzalemu pa so slišali, da je Samarija sprejela Božjo besedo, zato so tja poslali Petra in Janeza. Ko sta prispela tja, sta molila zanje, da bi prijeli Svetega Duha. Zakaj Duh še ni bil prišel na nobenega izmed njih? Bili so samo krščeni v imenu Gospoda Jezusa. Tedaj sta na nje polagala roke in prejemali so Svetega Duha. To je Božja beseda. Bogu hvala. Mi smo izvoljeni rod kraljevsko duhovništvo. Berilo iz prvega pisma apostola Petra. Preljubi, Gospodu stopite k živemu kamnu, ki so ga sicer ljudje zavrgli, a je pri Bogu izbran in dragocen. Saj sta vendar živi kamni. Zato se vgrajujte v duhovno stavbo, ki bodo po Jezusu Kristusu prijetne Bogu. V pismu namreč beremo: Glej, na Sionu polagan kamen, izbran in dragocen vogelni kamen. Kdor veruje vanj, ne bo sramočen. Vam torej, ki verujete, je čast, tistim, ki ne verujejo, pa kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen in kamen spotike in skala pohujšanja. Ker nismo pokorni besede, se spotikajo in prav zato so bili postavljeni. Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod,
ljudstvo, določeno za Božjo last, da bi oznanjali slavna dela tistega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč. Poslušali smo Božjo besedo. Iz Svetega Evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Če me ljubite, boste izpolnjevali moje zapovedi. Jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam. Še malo in svet me ne bo več videl, vi pa me boste videli, ker jaz živim in živeli boste tudi vi. Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v Očetu in vi v meni in jaz v vas. Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi. Kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj Oče in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Spoštovano zbrano župnijsko občestvo, drage poslušalke in poslušalci na radijskih valovih, res je lepo videti, ne škoda, ker ti, ki so na radiju, zdaj ne vidijo lepoto, ki jo imam jaz vidim, lepo okrašena cerkev še od včerajšnjega prvega svetega obhajila, potem lep aranžma pred oltarjem, kip svetega Florjana, čelade, cevi in vse lepo okrašen, predvsem pa polna cerkev lepih obrazov, ki smo zbrani, da bi prejeli Gospoda. Tukajle bom takole začel. Če gasilc hoče pogasiti, rabi hidrant v vodo. Oziroma, če hidranta ni, pride s cisterno. Če kristjan želi živeti goreče po Jezusovo, pa potrebuje oltar. In tukaj smo prišli se napolniti pri spodobi, da bi prejeli Gospoda in da bi živeli ljubezen. Danes v evangeljskem odlomku Jezus pravi: če me ljubite, boste izpolnjevali moje zapovedi. Zapovedi, že od Mojzesa naprej jih imamo, je pravzaprav izraz ljubezni. Zapovedi so zato, da nam pomagajo, da lažje živimo ljubezen. Jezus pa pravi tudi to, da živimo iz ljubezni drug do drugega in tako bomo lažje izpolnjevali zapovedi. Poglejte, tudi zdaj smo premaš iz ene ljubezni do Boga. Prišli smo pred oltar iz ene ljubezni drug do drugega. In apostol Peter pravi: vedno dajte razlog upanja, ki je v vas. Vedno govorite o razlogu upanja. Dragi gasilci, a veste razlog, zakaj ste vi gasilci? Razlog, ko ste vi postali gasilci, ko ste vstopili v te vrste vojske svetega Florjana, zakaj ste v to šli? Vedno, tudi kristjani, vedno imamo razlog, zakaj živimo Jezusa Kristusa. Da, če nas kdo vpraša, zakaj si kristjan, da znaš povedati. In nenazadnje, posledica življenja z Jezusom Kristusom je vedno ljubezen in hvala Bogu, zelo lepo se ujema današnji evangeljski odlomek,
z vašim poslanstvom, dragi gasilci in gasilke. Namreč vi živite zelo konkretno ljubezen. Vi, ko je kaj narobe, ste ta prvi. Ko se zasišijo sirene, ko v drugi obstanemo, vi hitite na pomoč. To je izraz ljubezni. Pustite vse stvari, ki so doma, pustite svoje osebne zadeve, takrat pozabite na sebe in greste nekomu pomagati. Največkrat nekemu tujcu, ki ga niti ne poznate. To je izraz ljubezni in to je ta ljubezen, o kateri govori Jezus Kristus. To je ljubezen, ki se daruje. To je ljubezen, ki nas se pozab. To ni ljubezen, ki je lušten. To ni ljubezen neke romantike, da namer. To ni nič tega. To je ljubezen, ki se daruje, ki nas se pozab. Tako kot se Jezus za nas na križu daroval. In v tej ljubezni Jezus ves čas govori. Zdaj pa, da nekomu pomagaš, da živiš krščansko življenje, Jezus pravi, da ga je treba ljubiti. Ampak kdo pa nas ljubi? Poglejte, mi smo bili najprej ljubljeni. Jezus, Bog, nas neskončno ljubi. In zato pri sveti maši črpamo moč te ljubezni, da lahko potem ljubezen živimo v vsakdanjem življenju. Zelo je nehigiensko videti človeka, ki gre od svete maše in je takoj po sveti maši že nasramen do bližnjega. Zelo je nehigiensko videti človeka, ki je velja na zunaj zelo pobožen, a potem v svetu pa ravna čist kontra, kot bi človek pričakoval od nekoga, ki je blizu oltarja. K maši gremo zato, ker se želimo srečati z ljubeznijo in pri sveti maši prejmemo moč, da bi živeli ljubezen. Ker če človek živi ljubezen, brez da je deležen ljubezni, bo pregorel. Tudi gasilci, jaz sem prepričan, se kdaj srečate z krizo identitete. Greste nekam gasit, zraven se ti pa smejijo, ko gasiš nekaj, kar so sami pržgali. Ali pa se srečaš s krizo identitete, dobiš poziv, da moraš hitro laufati, tečeš nekam, si misliš, Bog ve, kva je hudo narobe, nazadnje pa enega mačkona tam z drevesa dol loviš. Ker lahko človek sam podaril drevo, recimo ne hecam. Razumem, včasih lahko človek, ki samo daje, pa če ne prejema ljubezni od bližnjega, lahko v tem pregoriš. Imamo izvir te večne ljubezni. Imamo izvir, ker se ta ljubezen daje in širi brez zadržkov. Imamo izvir in to je Jezus Kristus, tukaj je oltar. Jezus Kristus, ki se nam daje z oltarja, da to ljubezen sprejemamo, da lahko to ljubezen živimo. Naj gasilci, vse sorte vidite, vse sorte doživite. Velike odpovedi, velikokrat moraš pozabiti na sebe. Zato se nam vsem v tem trenutku en lep zgled. En lep zgled, kako bi mogli tudi širše mi v vsakdanjem svojem osebnem življenju ravnati. Pozabiti na sebe, potem da ravnamo, da se držimo občestva, potem da ravnamo tako, da vsakemu pomagamo, brez da bi sprašvali, kdo je. In kako lahko recimo jaz, ki nisem profesionalen gasilc, živim neko gasilstvo. Recimo začimo tako. Ljubezen do bližnjega lahko pokažeš tudi s tem in gasiš dejansko, gasiš, če nekaj odpustiš. Če odpustiš eno staro zamero, če odpustiš nekaj, kar v srcu nosiš, to boš fajn pogasil, takrat boš veliko pogasil. Če spregledaš, namesto da bi se jezil, prosi in vzemi za zgled svetega Florjana in svojo jezo pogasi. Jeza nikoli ne rojeva milostnih darov. Ko si jezen, pogasi. Ko te prime, da bi se maščeval ali pa da bi nekomu nagajal, prosi svetega Florjana, naj pogasi to skušnjavo zla in tako naprej. Držimo se zapovedi. V vsakdanjem življenju lahko pravzaprav smo vsi gasilci, da gasimo nemire, da držimo skupaj, da pomagamo drug drugemu. Dragi gasilci in gasilke, v naši slovenski družbi ste zelo spoštovani. In kadarkoli grem po Sloveniji,
Ko me vprašajo, če je še kaj dobrote med nami Slovenci, vedno rečem, poglejte, koliko je gasilcev. V vsaki vasi imamo nek PGD. In to je živ dokaz, da je med nami še ogromno dobrote, ogromno dobrega. In hvala vam za to. Hvala vam. Tudi vi se lahko vedno obrnete in računate na našo župnijo. V vaših društvih še naprej bodite lepo pozorni do veteranov, do tistih, ki so postavljali gasilna društva. Mi je tako lepo in veste, kako so ponosni te starejši gasilci, ko dobijo kakšno priznanje za 50-letno delovanje v PGD. To jim res da ponos. Nikdar ne smemo na starejše pozabiti. Starejši so nam gradili svet in mi mlajši smo jim vedno dolžni spoštovanje. Tako lepo mi je videti, pogledajte, koliko mladih imate v svojih vrstah. Na mladih svet stoji in z mladimi moramo delati. In pri gasilstvu jim res date v srce en zanos, da v življenju ni samo to, da človek peha se za denarjem, za ne vem kaj, za slavo in čas in da bomo frej dani, da bo ne vem kva, ampak da je življenje tudi pomoč drug drugemu, da je življenje tudi druženje drug z drugim, da je življenje tudi čas dati drug drugemu. In hvala, kad dajete to naši mladini. Želim vam bilo Božjega blagoslova, miru, zdravja in da bo PGD Grosuplje, PGD Gatina in PGD Spodnja Slivnica čim bolj cvetelo in živelo. Zdaj v prihodnjih tednih bodo tudi gasilske veselice. Vam res želim, da bodo dobro uspele, da bodo se ljudje fajn naplesali, pa čim več dobrega pojedeli. Vam želim vse dobro. Amen. Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari. Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil tudi križan za nas, pod Poncem Pilatom je trpel, v grob položen in tretji dan je od mrtvih stal, po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja z očeta in sina, ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško apostolsko cerkev, iznavam ven krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. V skupnih prošnjah prosimo nebeškega Očeta. Dobri Jezus, na priprošnjo svetega Florjana nas varuje vsake naravne ali druge nesreče, vojne in svetovnih grozot, pomagaj nam, da bomo gojili medsebojno razumevanje in prijateljstvo. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, naj bodo naše družine in naši domovi polni ljubezni in dobrote, potrpežljivosti in razumevanja. Vsak dan pa nam daj spoznavati Božjo voljo. Prosimo te, usliši nas. O Jezus, pomagaj nam mladim, da bomo v tebi dobivali zgled iz svojih bližnjih, ki nas vzgajajo, črpali modrost in daj, da nikoli ne zaidemo na krive pota. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, veseli smo, da moramo pomagati sočloveku v stiski, varuj nas gasilce, naše člane in članice, predvsem hudim in vodi nas po poti pravičnosti, pomoči in medsebojnega sodelovanja. Prosimo te, usliši nas. Nebeška Mati Marija, mladi in neizkušeni smo. Tu pred teboj stojimo in se ti izročamo v varstvo. Izprosi nam potrebnih milosti za pravo razsodnost, da bomo v svoji mladostni razposajenosti znali odkrivati pot, ki nam jo kaže tvoj sin, Jezus Kristus. Prosimo te, usliši nas.
Gospod, prosimo te za vse bolne, trpeče, osamljene in zapuščene, pomagaj jim nositi težo križa, nas pa navdihni in podpiraj, da jim bomo stali ob strani. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, podpiraj svojo ljubeznijo vse nas gasilce, da bomo na vsako vprašanje človeka v stiski poskušali najti pravi odgovor. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, mnogo gasilk in gasilcev in prijateljev gasilstva si že poklical v sebi. To so naši člani in naši vrstniki. Pomagaj jim, da bojo s svojo slavo neskončno veseli in ti pa svojo priprošnjo priporočili tudi naše stiske in težave. Vse to te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Lepo, bravo. A to je to vzele. Molimo, dragi bratje in sestre, naj Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Večni Bog, s temi darovi sprejmi tudi naše prošnje, prenovi naša srca, da bo naše življenje bolj v skladu z načrtom Tvoje neizmerne ljubezni, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo
Hvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo. Slovesneje pa te hvalimo ta dan, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. On je pravo jagnje, ki je odzilo grihe sveta. Svojo smrtjo je uničil našo smrt in nam svojim stajenjem obnovil življenje. Zato se velikonočnem veselju raduje v svet, pa tudi angeli v nebesi nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi pojemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere.
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja, darujemo ti kruh življenja in kelij zveličanja, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh pa prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. S popolni ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših rajnih bratov in sester, pokojnih Faranov, župnik Grosuplja, Lipoglava in Police, pokojnih Matija in Ivanka Kastelic, Garbas in Urbančič, Anton Ivan, pokojne starše Finc in Okoren, pokojni Alojzi Štrubel, pokojni Sajetovi, vsi pokojni gasilci in gasilke naših župnijskih društev in vse, ki si iz tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ostanejo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali upano na vstajenje, vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, njenim možem Svetim Jožefom, apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Kristusu s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. K molitvi se zatekamo predvsem takrat, ko smo nemočni, negotovi in ko se znajdemo v stiski. Prav pa je, da se tudi takrat, ko nam gre dobro, Bogu zahvaljujemo. Gasilstvo je poklic, ki gotovo sodi med nekaj negotovega in nepredvidljivega, zato smo še toliko bolj potrebni molitve. Namenimo današnjo molitev drug drugemu, da bi Jezus varoval vsakega izmed nas, naše družine, sorodnike in prijatelje. Naj nam Jezus, dobri pastir, pomaga, da bomo v molitvi prepoznali vsak svojo pot, ki nam je po Božji volji previdnost namenjena. Naj bo ta molitev tudi izraz zahvale Bogu za vsa varno opravljena dela v preteklih letih ter priprošnja za varno delo v prihodnje. Združimo sedaj svoje srca in zberimo svoje misli, da bomo s čisto besedo oznanili Boga in s primernimi dejanji dajali zgled ljudem, ki nas obdajajo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Seboj prijatelji. Jezus pravi, vi ste moji prijatelji, vsi brez izjeme.
Prizadevajmo si za mir in spravo, tega si gotovo vsi želimo. Pred Bogom smo vsi enaki, ni razlik in ni boljših ali slabših. Ohranimo mir vsak v svojem srcu, delajmo dobro in drug drugemu, ko je potrebno, tudi odpuščajmo. Jezus je prišel med nas, da bi imel življenje in ga imel v izobilju. Tudi ta stisk roke drug drugemu naj bo del našega življenja, predvsem pa želje po miru, spoštovanju in razumevanju. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.